lekcije so tukaj zato, da se iz njih nekaj naučimo, a ne? In če je človek neumen, a ne, pa se iz lekcije, ki mu je dana, nič ne nauči, a ne? Samo opazuje tiste, ki se iz lekcije kaj naučijo, a ne? Mislim, vsem so dane lekcije v življenju in vsem je dana svobodna volja za to, da se odločimo sami, ali bomo delovali tako, kot je moralno prav, tako kot je zakon kozmosa, ali pa zakon zemlje konec koncev, ali pa zakon neba, ne, če ćemo temu tako reči, ali pa si pač kontra temu in se požvižgaš na moralo, na etiko, na družbenost, na odnose, požvižgaš se na odnos do narave in v tem primeru ne moreš pričakovati nečesa lepega v sebi, predvsem ne moreš imeti miru. Veste, v današnjem času je mnogo ljudi bolnih, pa ne fizično. To so prikrite, asimptomatske bolezni. In te bolezni so v ljudeh močno zelo zapičene. A vas zanima, katere? Jeza, strah, žalost, zavist. Zavist je osnova za to, da človek postane zloben, škodoželjen. Mislim, že Biblija nam pravi, da bi oni bili, ja, pa niso. Biblija, sam niso. In oni nam zavidajo zato, da imamo stik z verom. Vsaj kapaciteto. In če hočemo se stakniti z verom, o katerem piše Da Vinci, oziroma ga je celo narisal, potem rabimo nek duhovni napredek, duhovno rabimo odrastati, dorastati, maturirati, nekako doktorirati iz duhovnosti, vsaj nekako biti dorasel duhu, ne pa biti otroči, kot je otroči in iluzoren naš ego, ki se ga moramo znebiti. Ne? In mi se lahko priklopimo na ver, empati to kapaciteto imamo. In tisti, ki pa bi empati bili, pa niso več, oni pa imajo stik do vera izključno posredno preko empatov. Kadar jim mi postavimo jasne meje in ne dovolimo več kraje naše energije oziroma dostopa do vera, takrat oni ostanejo na milost in nemilost prepuščeni lastnemu egu in ta ego je iluzoren in prepuščeni so svoji lastni praznini, kar je zelo hudo stanje in nobenemu ga ne privoščam, da ne bi kdo mislil, samo razumem. In vem, da je dostop do vera omogočen slehernemu človeku, ampak zato je potrebno delo na sebi. Treba je iz sebe zbrisati jezo, strah, zavist, žalost, tesnobo in tako naprej, vse te iluzorne stvari, ki nas vodijo. Ja, sistem nas preko tega želi voditi, preko ustrahovanja. No in danes imamo 27.9., torej 2 plus 7 je 9, pa 9. mesec in seštevek številk v letu je tudi 9, torej 3 devetke in mi imamo v Sloveniji test za obveščanje v kriznih razmerah, če sem prav povedal. Tisti, ki malo širše raziskujete, boste vedeli, da to lahko nakazuje na EBS, ki ga pričakujemo že nekaj let, pa vendarle se zavedam, da smo vse bližje. Nekje čakamo na odločitvene, razgrnitvene stvari in kot vidimo, je prisoten tudi nov COVID virus Stratus. Stratus so oblaki, ki se razpršijo, taki nizke oblačnost, taki lepi oblački, nežni, ne nosijo dežja. In stratus v latinščini pomeni razgrnitev, v latinščini pa v grščini pomeni razjasnitev, razgrnitev in razjasnitev vsega tega. Tako da mi smo na pragu tega, da resnica prišpricne na plano. Zavedam se, da je to mnogim neugodno, normalno, če pa so se ukvarjali s tem, da resnico skrivajo, seveda jim ni ugodno, da naenkrat jim šprica iz vseh možnih kanalov, ampak to ni odvisno od mene, to je proces, ki se dogaja na zemlji. Džabe je zdaj, da sovraži kdorkoli, kakršnega koli posameznika, ker gre za globalni proces, kozmični,
Na celi zemlji se dogaja isti proces, dvig kolektivne zavesti človeka, torej izven ujetništva, mentalnega zapora, v katerega smo se rodili in ga vzgajali in sistem ga je vzpodbujal in tako. In precej logično je, da je ta sistem izobčil vsakega, ki si je upal govoriti resnico. Ja, tak je tudi moj primer, nič posebenega. No ja, skoraj so me umorili večkrat, ampak dobro, zdaj sem jih seceral, ne samo, da sem preživel to, jaz sem ugotovil, kako so točno to počeli. Vzorci so enaki v Cerknici, v Sloveniji, v Evropi in na celem svetu je vzorec človeka z nizko zavestjo identičen. Je pa res, da je identičen tudi vzorec človeka z visoko oziroma višjo oziroma razširjeno zavestjo. To pa so nam govorili modreci, pisci, pesniki, pisatelji, umetniki, filmski akteri in režiserji. En kup imamo ljudi, ki so nam pokazali, kaj pomeni širši pogled, drugačna perspektiva in čeprav v tem svetu je promovirano, da tisti, ki vidi širše, je označen za bedaka, v smislu, si pa izgubil svojo pamet. Ne, želeli so, da bi izgubil svojo pamet, ampak naj vam povem, da sem končno našel svojo pamet. In vem, da imam prav in vem, da razmišljam prav, zato ker nisem edini. Bi pa želel, da tudi v Sloveniji kakšen več se prebudi pa reče, mater, res je, čist drugačko, kar so nam razlagali. Dragi moji, jaz vam želim lep pogled na svet, vse bo v redu za tiste, ki resnico iščete, precej bolj obupna bo situacija za tiste, ki so resnico skušali skrivati, izkrivljati, potvarjati, poustvarjati. Za vse, ki so želeli kopirati in v bistvu zgolj igrati vloge, tem ne bo toliko v redu, ampak ni kaj. Rano je treba odpreti, masko je treba dati dol in resnica nas bo vse osvobodila. Je pa res, da je razpad ega boleča stvar. Jaz sem to dal čez, zato razumem vsakega, ki se je znajdu v proceduri razpada lastne identitete, ampak naj vam to povem, to ni konc življenja, to je konc iluzije, konc namišljene identitete in začetek nove, pravične zemlje, ki bo delovala po pravilih kozmosa, morale in etike, družbe nesprejemljivosti in ne več na podlagi skrivnosti oziroma, rekel, teh vladavin in ustrojev, kjer smo živeli. Zame je to prastari svet, čista bedarija in prav bi bilo, da jo spregledamo vsi skupaj. Dragi moji, želim vam lep vikend, pa seveda vse dobro vsem.